Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali najprej čisto konkurenco in monopol za pregled tržnih stanj oziroma faktorje stanj na trgu, pa si pogledajte prejšnji posnetek, dostopen pa je tudi v linku v opisu. Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali čisto konkurenco in monopol za pregled tržnih stanj in faktorjev stanja na trgu in podrobnejši pregled monopola, pa si pogledajte linke v opisu posnetka. Kot rečeno, začenjamo v čisti konkurenci. Poglejmo si najprej položaj posameznika, ponudnika in povpraševalca v čisti konkurenci. V čisti konkurenci imamo torej trg, na katerem imamo naraščajočo ponudbo in pa padajoče povpraševanje, pri čemer se posamezen ponudnik srečuje s popolnoma elastičnim povpraševanjem. Kot ponudnik lahko prodajam samo po določeni ceni in pa tej ceni seveda prilagajam svojo ponujeno količino. Za posameznega povpraševalca je situacija ista, torej po določeni ceni lahko kupuje na trgu in pa te cene ne more nikakor prilagoditi, lahko samo vpliva na količino proizvoda, ki ga bo kupil na trgu. Posamezen ponudnik oziroma povpraševalec je neznaten del trga in lahko ponuja le po ceni trga, po ravnotežni ceni, ki se določi v presečišču ponudbe in povpraševanja. Torej, on se samo odloča, ali bo ponudil pri tej ceni in koliko bo ponudil, torej je price taker. Po drugi strani pa poznamo druga tržna stanja, kot so na primer monopol, kjer lahko monopolist spreminja ceno, vendar ne izgubi vseh povpraševalcev. Posamezen monopolist želi, da je njegova, se pravi, krivulja povpraševanja čim bolj neelastična. Poglejmo si torej to na grafu. To neelastičnost. V primeru, da je ponudba, se pravi, zelo neelastična, lahko z malenkostno prilagoditvijo količine ponudnik močno zviša ceno in tako maksimira oziroma močno poveča svoj dobiček. V primeru, da je povpraševanje zelo elastično, pa z veliko spremembo količine v bistvu zelo malo spremeni ceno. To je za monopolista neugodno, saj ne more povečati svojega dobička z zmanjšanjem ponujene količine na trgu. To pomeni, da je dobiček za posameznega monopolista manjši v primeru elastične krivulje povpraševanja. Padajoča krivulja povpraševanja in rastoča krivulja ponudbe sta kriterija monopolnega položaja ponudnika in povpraševalca. Torej poznamo dve tržni stanji. Eno je monopol, v katerem je samo en ponudnik. Monopson pa se zgodi v primeru, da je ta naš posameznik edini povpraševalec na trgu. Monopol je definiran na sledečem grafu, torej imamo krivuljo mejnih dohodkov in pa krivuljo povpraševanja po posameznem artiklu, ki je definiran z mejno koristnostjo. In pa zato, ker je, se pravi, ta monopolist edini ponudnik, se pravi, se določi svojo ponudbo glede na mejne stroške, ki so v tem primeru konstantni. Monopson, se pravi, imamo edinega povpraševalca, tukaj definiramo v bistvu ponudbo povpraševanja, se pravi, kako drugi njemu prodajajo oziroma so pripravljeni in sposobni prodati po različnih cenah na trgu v določenem času. Ponudba je definirana z mejnimi stroški, nad njo je krivulja mejnih izdatkov. Ker je, se pravi, monopsonist edini povpraševalec, lahko vpliva na ceno. Povpraševalec, monopsonist, lahko zniža ceno, po kateri bo kupoval proizvod, pa še ne izgubi vseh ponudnikov tega proizvoda. Zdaj, pomembno za zapomniti je to, kar smo že prej gledali. Povpraševalec je definiran s temno modro, ponudnik pa svetlo modro. Se pravi, mejni koristi povpraševalca so v bistvu enake povprečnim dohodkom ponudnika. Na drugem grafu pa si lahko pogledamo, se pravi obratno, mejni stroški ponudnika so enaki v bistvu povprečnim izdatkom povpraševalca. Tako da te dva grafa sta zelo pomembna za razumevanje ekonomije. Hvala, da ste si vzeli čas za ta posnetek. Če vam je bil všeč, ga všečkajte, sledite nam na kanalu in se vidimo v prihodnjih posnetkih. Adijo!